Torek se bodo odprla šolska vrata. Kaj boste veselega sporočili dijakom? Ja, predvsem bomo sporočili to, da prihaja v novo in obnovljeno šolo, ki je resnično takšna, da se lahko samo želi, da prihaja v tako šolo. In mislim, da bo to zelo dobra popotnica za uspešno delo v novem šolskem letu. Koliko pa je stala vsa obnova? Obnova je stala 4,7 milijona evrov. Iz kakšnih sredstev? V celoti je to pokrilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Česa se najbolj veseli vi? Jaz moram reči, da sem najbolj vesel tega, da mislim, da smo z notranjo ureditvijo uspeli ohraniti tisto, kar je druga gimnazija zmeraj imela neko dušo in da se otroci potem v njej fajn počutijo. Mislim, da smo uspeli z ureditvijo. Kaj pa v novem šolskem letu pričakujete zdaj od dijakov? Kako mislite, da bodo sprejeli? Sodelovali so pri ustvarjanju tega, nadgradili vašo idejo gospoda Babiča in kaj zdaj? Jaz upam, da bo zdaj, ko bo to, nekateri, ki so to že videli, so bili zelo nadušeni, veseli, niso pričakovali take šole. Dobro, v Sloveniji najverjetneje česa takega še ni, ne takšnega eksperimenta, idejo ste bojda prinesli iz tujine, zdaj jo pa uresničili, nadgradili celo. Ja, jaz sem nekaj tega videl na Švedskem pa Finskem, vendar na tak način izdelano, tako detalje kot mi pa nisem videl. Druge šole pa tudi ponekod je pa čisto enostavna ovira, da tega ne morejo imeti, ker niso šole tako grajene kot naša. Naša z velikimi avlami, ostale slovenske šole so več ali manj sistem hodnikov, tam pa tega ne morete narediti. To se pravi, zdaj ob 60 letih praktično bo druga gimnazija, prva gimnazija v Sloveniji. Jaz mislim, da ja. Tudi glede uspehov pa dejavnosti smo visoko, zdaj pa še s to novo razporeditvijo šole, mislim, da ja. In učitelji, sodelavci, zadovoljni? Mislim, da so zelo nadušeni. Tudi oni niso pričakovali, da bomo šolo uspeli spraviti v tako obliko, kot je. To se pravi, v torek bo veselo na šoli. Zelo, jaz upam, mislim, da ja, da bo.